Ko govorimo o Naturi 2000, imamo v mislih predvsem to, da v Evropi skupaj varujemo naravo. Tudi tiste manj znane živalske in rastlinske vrste. In tudi takšne vrste bomo spoznali v filmu Divja Slovenija. Pri nastajanju filma smo posneli tudi zgodbe za nekatere živalske vrste, ki jih pri tem še nihče od nas ni posnel v naravnem okolju. Preprosto zato, ker so te zelo izmuzljive oziroma jih je težko proučevati. Če izpostavim nekatere zgodbe, bi bila to zgodba o volku, o belorepcu, o črnopikčasti kuščarci, morda malem podkovnjaku. V naravoslovni fotografiji ali gibljivih slikah je predvsem poudarek na izobraževanju ljudi, da ljudem sporočamo, da varujemo naravo in da se poskušamo čim bolje zavedati, da jo lahko že manjši, nepremišljeni posegi povsem osiromašijo. Tudi pri ustvarjanju tega filma sem se zgledoval po BBC-ovih dokumentarcih, ki ustvarja ekipa Davida Attenboroughja. Predvsem zato, ker mi je njegov koncept predstavljanja zanimivosti narave zelo všeč, ki hkrati ljudem zbudi posebno odgovornost do narave. Film pa prikaže v kreativno dovršeni luči. Narava Slovenije je izjemno pestra in bogata. Te vrednote varstva narave pa želimo prenašati skozi generacije. V Sloveniji imamo desetine živalskih in rastlinskih vrst, ki sodijo pod Naturo 2000 v Evropski uniji.